lepa. Naslov oziroma podnaslov govori o Vasiliju Melniku kot zgodovinarju Habsburške monarhije, vendar moram na začetku reči, da na nek način Vasilij Melnik ni bil zgodovinar Habsburške monarhije. Kot velika večina slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev, ki raziskujemo 19. stoletje s pomembno izjemo Frana Cvitra, se je namreč raziskovalno ukvarjal predvsem z dogajanjem na prostoru današnje Slovenije. S tem so se ukvarjale tako njegove monografske kot tudi njegove sintetične publikacije. Seveda pa je Melnik Habsburško zgodovino svoje dobe izvrstno poznal in svoje raziskave vedno umeščal v habsburški kontekst. Prav tako je jasno, da so bile teme in problemi iz dolgega 19. stoletja, ki jih je Melnik raziskoval, del habsburške zgodovine, njegove publikacije pa s tem historiografije te države. Zato niso bile zanimive samo za domačine, ampak tudi za širšo raziskovalno skupnost, posebno še, če so bile publicirane v nekoliko bolj razširjenih jezikih. V Melnikovi obsežni bibliografiji, omenjeno je že bilo, da obsega več 100 enot prevodov, niti ni tako malo. Če odmislimo članek Zadaci narodnega bibliotekara iz leta 1947, ki za našo tematiko seveda ni relevanten, je tu potrebno omeniti že omenjen srbski prevod prve izdaje slovenske zgodovine v 19. stoletju, ki sta jo napisala s Ferdom Gestrinom in je leta 1951 izšel v Beogradu. Leto pozneje pa v drugačnem hrvaškem prevodu še v Zagrebu. V srbščini hrvaščini oziroma v srbo-hrvaščini je kasneje išlo še nekaj Melnikovih tekstov, relevantnih za habsburško zgodovino. Med drugim leta 1979 v Sarajevu tudi druga izdaja slovenske zgodovine, ta obširno oziroma pomembno dopolnjena. Leta 1971 je izšel njegov prvi nemški tekst, razprava o slovenski politiki v začetku dualistične dobe, kar pravzaprav del te njegove revizije slovenske zgodovine, v kateri je bilo že nekaj povedano. In to je bilo seveda za njegovo uveljavitev v mednarodnem zgodovinopisju bistveno bolj pomembno kot prevodi v srbo-hrvaščino ali pa tudi osamljen prevod oziroma tekst, ki je išel v makedonščini. Žal je naslednji nemški prevod, pa ta ni bil z področja habsburške zgodovine, išel šele leta 1981. So pa potem v 80-ih in kasneje dokaj redno sledili novi teksti v nemščini, občasno pa tudi v drugih širše uporabljenih evropskih jezikih. Skoraj vsako leto kakšen, včasih tudi več. Ključen je bil gotovo prevod njegove monografije Volitve na Slovenskem, ki je leta 1965 izšla pri Slovenski matici, več kot 30 let kasneje, leta 1997, pa na Dunaju v nemščini. Takrat je Melnik med poznavalci že veljal za ključnega eksperta za staroavstrijske volitve in je bil zato med drugim povabljen k pisanju poglavja za serijo Die Habsburger Monarchie. To poglavje je potem z ogromno zamudo, pa ne zaradi Melnika, išlo leta 2000 v 7. zvezku te pomembne serije. Poglavje Zusammensetzung und Wahlrecht der Cisleithanischen Landtage sodi med redke Melnikove tekste, ki so bili posvečeni habsburški monarhiji kot celoti. Poleg tega je 5 let prej tudi v nemščini išlo poglavje o avstrijskih strankah in avstroslavizmu. Melnikovo delo na področju volilne zgodovine je še danes relevantno in med specialisti za to tematiko uživa velik ugled. Birgitta Bade-Car, ki je trenutno verjetno vodilna poznavalka habsburških volitev, mi je na neki konferenci pred leti navdušeno razlagala, da je knjiga Wahlen in Alten Österreich tako rekoč njena Biblija. Google Scholar, ki v takih primerih sicer ni ravno zanesljiv, je pa uporaben za ilustracijo. Zadnji citat te knjige beleži leta 2014, in sicer je delo takrat citiral Lawrence Cole, eden najboljših zgodovinarjev pozne habsburške monarhije, v svoji knjigi Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria. Brez dvoma je Melnikova knjiga eden najpomembnejših prispevkov zgodovinarjev in zgodovinark Slovenije k raziskovanju habsburškega 19. stoletja. Kljub temu pa ni mogoče zanikati, da je Melnik v angleščini in nemščini objavil premalo o razlogih
tukaj ne bom ugibal oziroma razpravljal, gotovo pa jih je bila cela vrsta, da bi se v skupnosti, ki se ukvarja s habsburško zgodovino, v mednarodni skupnosti, ki se ukvarja s habsburško zgodovino, uveljavil tako, kot bi si po mojem mnenju zaradi kvalitete svojega dela zaslužil. Njegove raziskave slovenskega prostora so gotovo pomembne in pronicljive študije primerov, ki bi si zaslužile širšo recepcijo, so, kot sem že rekel, del habsburške zgodovine, tudi če se ukvarjajo samo z enim delom ozemlja nekdanje monarhije. Toda, naj nam je to všeč ali ne, v debati je pač mogoče sodelovati samo v jezikih, v katerih ta poteka, in slovenščine v glavnem ni med njimi. Kakšen pa je bil Melikov pogled na habsburško monarhijo, kot se kaže v njegovih objavah? Po razpadu Avstro-Ogrske se je v slovenski javnosti uveljavilo mnenje, zelo hitro uveljavilo mnenje, da je bila habsburška monarhija ječa narodov in da je bila anahronizem obsojen na propad, kar je kot v drugih državah naslednicah prevladalo takrat tudi v zgodovinopisju. Čeprav analizam zgodovinarjev in res so bili samo moški v tistem času, ni manjkalo neke poglobljenosti, poznavanja, tudi subtilnosti, so vsaj v prvih desetletjih kolaps habsburške monarhije razumeli kot nujen korak na poti k nastanku nacionalnih držav. Kot sta že pred časom ugotovila Janez Cveren in pa Peter Vodopivc, je bila teza o anahronosti habsburške monarhije značilna tudi za dve ključni knjigi, ki sta zaznamovali generacije slovenskih zgodovinarjev in zgodovinark, prijateljevo slovensko kulturno, politično in slovstveno zgodovino, predvsem pa za nacionalne probleme v habsburški monarhiji. Tekst, ki ga je Fran Cviter napisal v sodelovanju z Jaroslavom Šidakom in Vasom Bogdanovom. Cviter, nedvomno izjemen zgodovinar, z občutkom tako za detalj kot za sintezo, je v tem delu in v drugih tekstih habsburško državo označil za anahronizem. Njen razpad je bil zanj vprašanje časa in na nek način se s tem, zakaj je do tega prišlo, niti ne bi imelo smisla ukvarjati. Nastanek novih držav pa je Cviter označil za v celoti brez dvoma velik napredek. Ni pa mogoče, kot je tudi že upozoril profesor Vodopivec, spregledati niti vpliva stališč, ki jih je v svojem spisu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja zagovarjal ideolog tedanjega jugoslovanskega režima Edvard Krdel. Zanj je bila zgodovina zadnjih desetletij habsburške monarhije predvsem boj zatiranih narodov za osvoboditev, država pa, kot je zapisal, silno zamotan vozu imperialističnih, narodnih in socialnih nasprotij, ki so morala prej ali slej privesti do burnega razpleta. Že v 90. letih 19. stoletja je še menil Krdel, je razpad dvojne monarhije postal neposredna socialna in pa politična nujnost. V sočasnem mednarodnem zgodovinopisju so bila mnenja o razlogih za razpad habsburške monarhije nekoliko bolj deljena. Predvsem nekateri avstrijski zgodovinarji, pa tudi Italijan Leo Valiani, državi niso odrekali zmožnosti preživetja in so razpad videli predvsem kot posledico Prve svetovne vojne in še bolj konkretno antantnih politik tistega časa. Ampak v nacionalnih zgodovinopisih držav naslednic, pa tudi v britanskem in pa v ameriškem, je do poznih 80. let 20. stoletja prevladovala teza o dolgotrajni in nerešljivi krizi, ki naj bi bila predvsem posledica nezmožnosti rešitve tako imenovanega nacionalnega vprašanja. Na to je na eni strani, tako kot v slovenskem primeru, vplivala nacionalistična teleologija, na drugi strani pa tudi akademske genealogije. Kot je namreč pokazal ameriški zgodovinar John Deak, so bili ključni angleško pisoči akademski zgodovinarji habsburškega imperija skoraj brez izjeme učenci medvojnih antantnih propagandistov, ki so za namene propagande odločilno prispevali k oblikovanju teze o ječi narodov ter neizogibnem propadu in nastanku nacionalnih držav. Ta propagandna teza se je potem po vojni prenesla v historiografijo. Takšne teze so zaznamovale tudi delo britanskega zgodovinarja Alana Johna Percivala Taylorja, učenca Louisa Namieja in njegovo vplivno knjigo s podnaslovom Zgodovina Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske, ki je leta 1956 s spremno besedo Frana Cvitra izšla tudi v slovenskem prevodu in je bila do pred kratkim edina v tem jeziku, se pravi v slovenščini, dostopna sinteza tega poglavja srednjeevropske zgodovine. Že zato je imela precejšen vpliv na predstave širše slovenske javnosti, seveda pa tudi na slovensko historiografijo.
Pomagalo pa je tudi, da je potrebovala že dodobra utrjene predstave. Zelo dolgo se je v svojem delu tudi Melik gibal v teh okvirih. V njegovih interpretacijah Habsburška monarhija seveda nikoli ni bila karikatura. Zgodovino tega obdobja je prikazal vsej njeni večplastnosti z mnogimi nijansami, ampak kot neke vrste komaj opazna rdeča nit se je skozi tekste vlekla misel, da je razvoj dogodkov neizogibno vodil k letu 1918 in nastanku nove nacionalne države. Ob 70. obletnici konca Prve svetovne vojne leta 1980 v tekstu, ki je bil tudi že omenjen, pa je Vasilij Melik v krajšem članku leto 1918 v slovenski zgodovini zapisal: vrsta najrazličnejših načrtov o tem, kako bi bilo treba preurediti Avstrijo, predstavlja pravo bogastvo misli, obenem pa svojevrstno priča na eni strani tako o krizi države, na drugi pa tudi o njeni življenjski sili, saj za umirajoče navadno ne delamo programov. Težko je reči, ali bi prevladali dezintegracijski ali nasprotni tokovi, če ne bi prišlo do Prve svetovne vojne. Vojna je vse odločila. Habsburška monarhija pred začetkom vojne v tem Melikovem tekstu ni več brezupno zavožen projekt, čeprav Melik seveda ni, kot smo lahko slišali, zanikal težav, ki so to državo zelo kompleksno državo pestile. Bil je seveda tudi predober zgodovinar, da bi zapadel v nostalgijo, značilno za nekatere sodobnike iz srednje in vzhodne Evrope. Je pa na svoj način anticipiral spremembe v interpretacijah, ki so se v mednarodnem zgodovinopisju pojavile nekaj let kasneje, ko se je izoblikovala bolj optimistična podoba dvojne monarhije, kot je prevladovala do takrat, saj so zgodovinarke in zgodovinarji opozorili na njeno vitalnost, predvsem pa na njeno normalnost. Hkrati so tako kot Melik poudarili, da je bila ključna vojna v letih 1914-1918 in dogodki in procesi tistega časa, ki so povzročili dotlej nepredstavljivo izgubo legitimnosti. Ampak Melik je svoj članek objavil v slovenščini in zato njegovi sveži pogledi, tam namreč iz leta 1988, na nove interpretacije, ki so se uveljavile med zadnjo generacijo zgodovinarjev in zgodovinark Habsburške monarhije, vendarle niso imeli zaznavnega vpliva. Hvala lepa.